Ja, spoštovane novinarke, spoštovani zbrani tukaj na naši novinarski konferenci, lepo vas pozdravljam. V naši sredi tudi vse naše sosedne župane iz Središča ob Dravi, gospoda Jurija Borkota, ormoškega gospoda Danijela Vrbnjaka, predstavnico iz Ormoža gospod Karmen Štumberger in pa seveda direktora Javne razvojne agencije v Ormožu. Tukaj smo prav zato, da predstavimo zaključene operacije, ki so se v teh dneh zaključile in vam jih želimo tudi na bolj podroben način predstaviti. To bodo naredili potem kolegi v nadaljevanju. Vsekakor pa mogoče nekaj besed na to triletno prehojeno pot našega lasa vseh treh občin na našem območju. Spomnimo se, leto 2015 je bilo, ko smo se v podobnem sestavu srečali na tistokratni novinarski konferenci in javno naznanili, da bomo preko našega las upravne enote Ormož naredili velik preboj, kar se tiče teh projektov, ki jih lahko peljemo skozi ta naš las. No in v teh letih, se pravi dobre 3 leta je minilo, smo zaključili prvi sklop teh operacij in današnji namen je, da vam poskušamo na nek način predstaviti te operacije bolj podrobno, predvsem pa dati nekako tisto pozitivno informacijo, da je las v upravni enoti Ormož bila še kako pametna in modra odločitev in da smo v teh 3 letih, koliko smo bili skupaj, naredili velike stvari, predvsem pa pripomogli k temu, da smo pripeljali do končnega rezultata pomembne operacije, ki bodo služile za kvaliteto naših prebivalcev v vseh 3 občinah, kot smo govorili že v preteklosti. Jaz bi mogoče za sam opis operacij dal besedo najprej kolegu gospodu Zadravcu, ki bo to zadevo poskušal predstaviti, potem pa vsi ostali zainteresirani v teh operacijah predstavijo svoje programe. Na koncu pa bomo na voljo tudi seveda na vaše morebitno vprašanje. Vsekakor se vam zahvaljujem za vašo udeležbo, pa računam, da se bo ta glas, ki bo danes povedan, slišal v 9 vas. Hvala vam za uvod. Lep pozdrav tudi v imenu Javne razvojne agencije kot vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine, poseben pozdrav seveda novinarkam. Moja naloga danes in želja je, da vam napravim eno kratko inventuro zadnjega leta, inventuro operacij, ki so v fazi izvajanja. Točno pred enim letom smo dobili potrjeno strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 5 operacij in ena operacija je še bila kasneje naknadno potrjena v mesecu marcu. V marcu in aprilu so pa bile tudi potrjene operacije iz regionalnega sklada, skupaj 6 operacij. Do danes, do 15.2. je 5 operacij končanih, od tega 4 iz kmetijskega sklada in 1 iz regionalnega sklada. Operacija Ekomeso je podala vlogo za podaljšanje izvedbe do 31.3.2019. Operacija optimalizacija pridelave sladkorna pesa pa je dobila od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja podaljšanje izvedbe operacije do 31.12.2019. Ta podaljšanja so bila predhodno potrjena tudi na upravnem odboru lokalne akcijske skupine, kajti v začetku smo imeli načrtovane operacije kot enoletne operacije. Prav tako je podaljšana vloga oziroma je podana vloga za podaljšanje operacije Coworking do 31.3.2020. 3 operacije financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo izvedene do 23.4.2019. Skupna vrednost operacij v izvajanju je 731.762,48 evra. Glede teh številk lahko pride do manjših odstopanj navzgor ali navzdol, kajti vedno v izvedbi operacije pač ni možno operacijo v izvedbi tako končati, kot je bila načrtovana. Kar se tiče vrednosti sofinanciranja,
je načrtovana v višini 507 866 evrov. To je maksimalna višina sofinanciranja. V primeru, če so upravičeni stroški operacij nižji, se seveda ta znesek zniža. Sredstva, ki bi ostale, pa bi šle v nadaljne razpise. Kar se tiče drugega javnega poziva iz kmetijskega sklada, imamo 2 operaciji v potrjevanju v skupni vrednosti 80 961,30 evra in sofinanciranja v višini 56 741 evra. Imamo še za razdeliti v okviru kmetijskega sklada za 230 272 evrov plus morebitne neizkoriščena sredstva iz operacij v izvajanju in še 342 158,73 evrov iz regionalnega sklada. To je predvideno, da razdelimo v leto 2019 in v leto 2020, tako da se potem bodo operacije lahko izvajale še v letih 2021, 2022 in vse operacije pa morajo biti končane do 30.6.2023. Jara kot partner je sodelovala v 2 operacijah, in sicer v operaciji NOS 2017-2025 in v operaciji Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju upravne enote Ormož. Gre za 2 projekta, ki sta posebnega pomena za razvoj našega območja. Zaradi tega smo mi kot razvojna agencija tudi pristopili k tema 2 operacijama, kar pa ni verjetno bodoče, ne bo več slučaj, kajti tisti, ki pripravlja razpise, ni običajno, da tudi sodeluje v operacijah. Toliko bi bilo strani te inventure. Kolikor bi imeli kakšne vprašanja na to temo, jih lahko postavite. Sicer pa sem vam pripravil tudi ustrezne podatke, tako da boste lažje pripravili svoje članke, poročila. Zdaj bi pa jaz predal kar dalje besedo, kajti v nadaljevanju se bodo predstavili vodilni partnerji oziroma predstavniki posameznih operacij, torej NOST, RTNP in pričakujemo še, da se nam kasneje pridruži tudi predstavnik lokalne agenture, energetske agenture Lea iz Ptuja, ki bi predstavili operacijo Enetur. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem danes tu zadolžena, da predstavim enega od 5 projektov, ki so bili sofinancirani strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer je to projekt Načrt razvoja gospodarstva in dvig kakovosti življenja na območju Las upravne enote Ormož v obdobju 2017-2025. Vodilni partner je občina Ormož in ta projekt se je peljal v sodelovanju, moram reči v odličnem sodelovanju z občino Središče ob Dravi, občino Sveti Tomaž in pa javno razvojno agencijo občine Ormož. Finančni podatki za samo operacijo so sledeči. Zdaj gre to za zaključno novinarsko konferenco, kjer so v pripravi vsa ta zaključna poročila in smo v bistvu strnili vse podatke. Realizacija kaže, da bo zahtevek za sofinanciranje šel na Agencijo za kmetijske sklade v višini 141 821 evrov. Celotna vrednost operacije z DDV pa je 204 237 evrov. Nekako je bila operacija snovana 2 do 3 leta v nekem takem timskem duhu in smo jo razdelili na posamezne delovne sklope. Koordinacija projekta je bila razdeljena med vsemi partnerji, s tem, da je za sam načrt Lasa bila zadolžena naša občina, za ureditev postajališč za avtodome občina Sveti Tomaž in pa za nabavo opreme za tržnice občina Središče ob Dravi. Mi smo vam na novinarski konferenci, ko so bili podeljeni certifikati kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, že pokazali te dokumente, ki so jih takrat župani že
prevzeli. To so hkrati tudi ključni cilji, ki smo jih znotraj projekta dosegli. Torej, načrt LAS upravne enote Ormož je narejen, elaborat za nadgradnjo ponudbe doživetja, načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in pa celostne grafične podobe. Povedala sem, da je v bistvu bilo narejenih več kot 50 delavnic, udeleženih več kot 800 udeležencev javnega, zasebnega, prostovoljnega sektorja v dobre pol leta, za kar se na tej točki še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem predstavnikom, ki so v bistvu nam pomagali sooblikovati ta načrt in na nek način nam dali dodatne naloge, da v letošnjem letu zastavljen akcijski načrt tudi izpeljamo. Ob tej priložnosti hvala tudi vsem 3 županom, ki pač ta projekt podpirajo naprej. Zastavljena je bila pa vizija, kakšna naj bi izgledala destinacija Jeruzalem do leta 2025. Skratka, želimo si, da bomo živeli in delali na celovito povezani vinski, zeleni, butični, podeželski destinaciji med Dravo in Muro, kjer bodo zanimive, privlačne zgodbe za vse, ki cenijo mir. Nepozabni pogledi na vinorodno krajino so dejstvo tu pri nas, zvok klopoca v določenem delu leta, kot vemo, je prisoten. Na nas je in na ponudnikih, da pripravimo aktivna, zanimiva doživetja, ki bodo omogočala doživljanje zanimivih aktivnosti v naravi, ob šegah, navadah, prleškem narečju, gostoljubnih domačinih, ob odličnih vinih, kulinariki in bučnem olju. Mi smo to rekli, vse to skupaj dobi beseda lokalno pravi pomen. Vemo, da je tu dom številnih rokodelcev, da so blizu tudi terme, razvijamo različne doživljajske zgodbe, med drugim tudi z apiterapijo, različne tretmaje za nego telesa in duha in vsak, ki bo prišel k nam, bo čutil, da čas tu teče drugače. Zdaj, kar se tiče samih ureditev postajališč za avtodome, kot ste že seznanjeni, na območju občine Sveti Tomaž in pa občine Ormož imamo zdaj 3 nove lokacije z 8 parkirišči in pa 3 tržnice so pravzaprav na novo opremljeni, 2 mobilni sta v občini Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi. Danes pa je posebna priložnost, ko dajemo v uporabo tudi uradno tržnico, prostore tržnice in so opremo našim ponudnikom, ki delujejo od danes naprej na novi lokaciji. Zato bi jaz na tej točki prosila gospoda župana Danijela Vrnjaka za par besed in pa svečano predajo ključev ponudnikom. Ja, najlepša hvala za besedo. Pozdrav tudi z moje strani, z strani občine Ormož. Jaz sem zelo vesel, da je do te priložnosti, do tega dogodka prišlo. Zavedamo se, kaj je bilo v zadnjem času napravljenega. Predvsem, kar pa je zelo pomembno, pa je to, na kak način bomo naprej nadaljevali. Zastavili smo si odlične predispozicije za naprej, nastavili smo akcijske načrte za naprej, katere bomo vsekakor izvrševali. K temu smo napravili, oziroma vsi 3 župani se nekako strinjamo, da to zadevo naprej peljamo. Seveda, tržnica je ena izmed zadev, katere smo na novo pridobili. Veseli smo, da se je vse skupaj razpletlo čim prej. Veseli smo tudi današnjega dogodka, na kakšen način se zadeva odvija. Veseli bomo ponudbe, veseli bomo ustvarjanja, veseli bomo vseh dogodkov, nekako poživitve samega Ormoža na tem Kerečičevem trgu in pa verjamem, da bomo res v sklopu tržnice, v sklopu vseh teh akcijskih načrtov, ki imamo predvidenih za razvoj naše kolektivne blagovne znamke, za razvoj same destinacije Jeruzalem, da bomo vpeljali vsa ta doživetja, vse te zadeve, ki so bile omenjene. Še enkrat poudarjam, živimo v prekrasnih, prelepih krajih, obdajajo nas vinogradi, klopoci v tistem svojem času in to naravo bomo seveda tudi izkoristili. Imamo pridne roke, ki ustvarjajo, imamo pridne roke, ki bodo pokazali v
državi Sloveniji in pa Evrope, kaj smo vse sposobni napraviti in skozi vso to pot, ki smo jo ustvarili, verjamem, da nam bo to uspelo. Na tem ključu, ki odpira, se pravi samo tržnico Ormož, kar sem predstavil, je tudi lepo zapisana logotip Jeruzalem Slovenija. Jaz verjamem, da bomo na tem mestu si skupaj obljubili, da bomo skupaj tu doživetja in pa vse gradili, da bo Jeruzalem Slovenija ena izmed tistih destinacij, na katero bomo v prvi fazi ponosni mi, ki tukaj živimo, in pa tudi tiste, ki bodo v naše kraje prišli in pa se bodo zelo prijetno, navdušeno tudi domov iz te destinacije vračale. Zdaj, moja naloga je, se pravi, zelo prijetna, da končno, da smo dosegli, da smo to tržnico danes odprli in predajam te ključe gospe Štuhec, ki je ena izmed tistih, ki je od vsega začetka pri nas prisotna v Ormožu, ki nekako prodaja, trži in promovira svoje izdelke preko tega. Jaz vam želim, eni izmed ponudnic, pa tudi vsem ostalim, da boste tržnico koristili čim boljše primere, da boste njej našli čim več kupcev, da boste se družili, izvajali vsa doživetja, ki so na tem mestu potrebna. Verjamem pa, da bomo vam tako kot Ormož, središče Tomaž vedno stojali v strani in probali neko zgodbo te tržnice naprej skupno začrtati in pa delovati. Izračam vam ključ, naj vam odpira, vse dobro in veliko uspeha same tržnice. Hvala lepa, gospod župan. Naj se zahvalim, to je velika čast za mene. Če bi mi nekdo to rekel pred 10 letami, mu ne bi nikdar verjela. Ob izgubi službe sem pač poiskala neke poti, kako preživeti in nisem naletela na gluha ušesa. Najprej sem se obrnila na ormoško komunalo, na gospo direktorico, ki me je potem povezala za Nito in stvari so hitro potekale, tako da če je volja, je tudi pot. To mislim, ker tudi vaš moto, ne? Ja. Če bomo sodelovali institucije, občinske, pa mi, ponudniki, pa seveda, če bomo znali privabiti kupce, mislim, da bomo vsi zadovoljni. Tako sem še enkrat zahvalim, kar ste nam res pomagali, ker z takimi minimalnimi sredstvi seveda to ne gre. Jaz vem, da je to veliko ozadje, da je bilo dosti dela za tem projekte, ker je bilo dosti vloženega truda in skrbi. Tako še se enkrat zahvalim vsem skupaj za to, da smo danes lahko prvič v pokritem, v toplem prostoru, pa še povrh tak lepen. Hvala lepa vsem. Ja, dobro služi, ne? Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej tudi prisotnim novinarjem, seveda zaradi katerih smo danes to konferenco tudi sklicali, da predstavimo torej uspehe projekte, na katerih smo že nekaj rekli. Torej jaz bi kot vodilni partner občine Središče ob Dravi predstavil projekt razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi, ki smo jo torej 4 partnerji prijavili v okviru tudi Evropskega kmetijskega sklada na razpisu LAS. Zdaj, kdo smo bili partnerji, torej občina Središče ob Dravi vodilni partner, potem Jeruzalem sad oljarna, mešalnica Središče ob Dravi, Konjeniško društvo Središče ob Dravi in DOPS, torej Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Kaj je v bistvu, jaz bi rekel, ta projekt pomenil? Jaz rečem, da so to prvi zametki ali pa ideje tudi o razvoju naše naravoslovne in turistične ponudbe, ki seveda ne bo sama. Ta
naša ideja, ta naš razvoj, o katerem bom malo rekel, bo seveda tesno povezana in se upadala z projektom, ki so že bili omenjeni, torej skupno blagovno znamko, z skupnim trženjem, skupnim nastopom. Smo pa seveda glede na naše danosti, predvsem na reko Dravo in pa na idejo krajinskega parka, o katerem bom čista na kratko v nadaljevanju kaj rekel, seveda tudi vežemo z partnerji, z delavnicami in vsem tudi, da ljudi spodbudimo preko takega projekta. Torej, to smo bili partnerji. Operacija se zaključuje z 1. marcem, torej tudi gre proti koncu, tudi že zahtevke. Vrednost operacije 54.169, priznana vrednost 38.934 in pa vrednost, ki jo črpamo 33.400. Seveda del je potem tu 15% tudi občine in pa partnerjev. Zdaj, katere zadeve smo seveda izvajali v okviru tega projekta, strokovno svetovanje in nadgradnja z naravoslovnim turizmom, torej podobno kot so bile številne delavnice v okviru projekta NOST, smo mi imeli 3 delavnice, na katere smo seveda vabili vse dopolnilne dejavnosti, gostince, seveda svetnike, bi rekel tudi odprto javnost. Zdaj moram reči, da odziv nekaj ni bil velik, ampak vseeno nekako nam je z nekimi osebnimi vabili, sklici uspelo privabiti kar nekaj ljudi na delavnice. Največ pozitivnega pa so seveda napravili tisti individualni obiski, ali sem bil jaz prisoten, seveda zadevo je vodila tudi dr. Tanja Štuhec, za katero osebno smatram, da je na tem področju vrhunska strokovnjakina in seveda dobro, da smo tako kot projektu NOST tudi k našemu projektu njo uspeli privabiti, saj seveda peljati neko tako strategijo, se pravilno, če se tako rečem, obrnite, ni enostavno. In seveda mi nismo vse vede, tako da tukaj, torej smo na delavnicah seznanili, kaj želimo narediti, kaj želimo doseči in mislim, da smo svoj učinek s temi 3 delavnicami kar dosegli. Potem načrt za vodenje organiziranih skupin je bil izdan en elaborat, potem identifikacija naravne in kulturne dediščine, interpretacijske table so že v naselju Grabe proti reki Dravi, tako da nas malo upominjajo, bi rekel, na te naravne in druge vrednote. Potem brošura z zemljevidom v 3 jezikih, 3000 komadov, spostavljena internetna stran tega projekta Centra narave. Opremili smo infotočko v večnamenskem prostoru občine, v bistvu je to zdaj v središču ob Dravi nova točka, TIC točka, ji lahko rečemo drugače, ki bo seveda služila nadaljevanju tega, kar smo že prej rekli. Mi smo se torej zavezali, da če se torej sedaj samo omenim, če se projekti iztekajo z mesecem marcem ali tudi med letom, če zaustavimo zadevo, če ne nadaljujemo z tem, kar smo že uspeli, čeprav smo dejansko, jaz pravim, komaj na začetku, potem so vse zadeve, tudi ta počrpana sredstva, vse aktivnosti za manj. Mi smo se zavezali, župani in tudi ostali, da bomo torej intenzivno delali na tem, o čemer poslušate tudi danes. Torej, imamo že to pisarno, kjer bomo tudi zagotovili seveda še to leto konkretno zaposlitev, zato ker je jasno, da se nekdo mora konkretno s tem ukvarjati. Potem te brošure, ki smo jih natisnili, seveda se delijo po sejmih, voljarni, ob obiskih raznih, tako da seveda tudi to pokažemo. Potem pa je seveda tudi izvedba praznika Buč, oljarna sodelovala kot partner v lanskem letu. Torej, to je sigurno največja prireditev v središču Dravi, kjer se tisti, ki ste že bili prisotni, vidite, zbere od blizu in daleč, ne samo obiskovalcev, ampak tudi domači in tudi ponudniki od vse posod na enem mestu. In to je ena taka priložnost in pa promocija seveda za oljarno, za občino in za naš turizem seveda izredno velika. In pa seveda objave v medijih, kar je seveda normalno, da se potem zadeva oglašuje. Želim povedati to, seveda, kot je gospa Karmen prej omenila, na delavnice je bilo kar lep odziv, tudi soliden pri nas, vendar še vedno vidim problem, ne vem, preboj tega leda, če tako rečem, ne ljudi, da jih poskušamo seveda z delavnicami, z osebnimi pogovori, z intervjuji prepričati,
da mi mislimo resno, kar smo že velikokrat poudarili, in da seveda združeni pa povezani z skupno promocijo, skupnim nastopom pod krovno blagovno znamko seveda lahko veliko dosežemo. To seveda ni lahko delo, to sem že velikokrat v teh mesecih in še velikokrat bom verjetno ponovil. Težek, to je en velik premik, bom jaz rekel, v glavah nas in pa tistih, ki nekaj ponujajo, tistih, ki nekaj snujejo, da potem nadaljujejo po tej poti. No, jaz sem prepričan, da tisti, ki so se že registrirali, ki so v tej blagovni znamki, ki imajo produkte, ti so tisti, ki bodo vlekli in seveda ti bodo pritisnili še tiste največje skeptike, ki seveda dvomijo v to. Ampak, gledajte, to je tek na dolge roke in jaz sem prepričan, da bo naša vztrajnost, tudi naši vložki prinesli uspeh. Seveda tudi se, kako je bilo mogoče malo od gospoda direktorja povedalo, tečejo še naslednji projekti LAS. Tukaj bomo se seveda zopet našli do počrpanja sredstev kot partnerje. Skupaj z občino Ormož smo prijavili še en projekt LAS-a ob Dravi, tam, kjer smo prijavili neka kolesa pa kanuje. Torej gradimo korak po korak k tistemu, kar želimo seveda doseči. Da ne bom predolg, številni ste danes že dobili vabila, številni še dobite, novinarji dobite. 25.2.2019, to je naslednji ponedeljek, imamo v dvorani Sokolana v središču ob Dravi javno predstavitev pred sprejemom odloka o Krajinskem parku, za katerega osebno smatram, da smo verjetno sedaj dozreli. Zakaj taka pomembnost? Pomembnost zaradi tega, ker ne samo ta projekt, ki smo ga začeli, smatramo, da imamo številne zanimive zadeve, tudi ob reki Dravi, številne zanimive ponudnike in torej odlok je pomembna zadeva, da začnemo zadevo dalje graditi, zagotovimo ustrezen kader. Tam bomo seveda predstavili ne samo ta projekt, tudi druge projekte, ki jih peljamo. En veliki projekt Drava Natura, ki se mu kaže uspeh v naslednjih 2 mesecih in pa seveda naše posamezne in pa skupne načrte o tem, kar smo danes govorili. Jaz se seveda zahvaljujem v tem in v drugih projektih našim partnerjem za vztrajnost, za delovnost. Ni bilo lahko, ker so, moram reči, da projekti, poročila, prijave izredno zahtevne, tako da pač nadaljujemo samo po tej poti. Hvala za enkrat, pa če bo še kakšno vprašanje po tem nadaljevanju, smo na voljo. Hvala. Torej, mi letos, oziroma lansko leto, smo začeli skupaj z partnerstvom občine Ormož in z Inštitutom za promocijo in uvajanje sonaravnih metod varovanja okolja iz središča ob Dravi in dober partnerski projekt na področju energetske učinkovitosti, okoljske učinkovitosti in turističnih destinacij. Projekt energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij oziroma ENETUR je bil izveden oziroma se zdaj izteka in sicer tako, če povem, načrtovana vrednost operacije ZDV znašala 20.148,64 evra. Načrtovana vrednost upravičenih stroškov, ki smo seveda mi lahko upravičili, je bila 18.914 evrov in odobrena vrednost projekta, se pravi, je 26.060,90 evra. Aktivnosti, ki smo jih skozi peljali, je bilo 6 in seveda tema pa je bila pomoč turističnim destinacijam na področju turizma v 3 občinah, oziroma na področju tega LAS-a, da so lahko turistom praktično pokažemo, saj ni dovolj samo kulinarična okolje in tako naprej, ampak potrebno je tudi, danes so namreč turisti zelo zahtevni, da imajo turistične destinacije tudi okoljsko in energetsko učinkovitost uvedeno. Ta teme bodo vedno, sonaravne teme bodo vedno bolj pomembne, da smo tudi k temu projektu zelo resno pristopili. Najprej smo imeli uvodno srečanje projekta, saj prav kot prva aktivnost, kjer smo pač pripravili normalno glede na odobreni plan, točno terminski plan, kako bomo projekt izvedli, saj da smo se organizirali, skoordinirali, podelili naloge in seveda na tem uvodnem srečanju potem določili točno nadaljnji način izvajanja projekta. Glede na to, da smo tu sodelovali kot strokovne inštitucije in kot lokalna skupnost, je bil ta projekt zelo učinkovito izveden.
Naslednja faza, seveda, ali aktivnost 2 je bila zbiranje podatkov. Mi smo morali zbrati podatke, kakšno je dejansko stanje na področju Lasa in potem seveda te podatke ustrezno obdelati. Zbirali smo podatke o turističnih destinacijah, kakšne so nastalitvene kapacitete in seveda obvesti te deležnike o projektu in o aktivnosti, ki se bodo skozi projekt peljali. Zdaj, naslednja aktivnost je bila za vzpostavitev partnerstva, se pravi, mi smo morali, smo povabili te turistične destinacije v projekt, se brez njih seveda in projekt je bil delan praktično za njih, ne. Tako da smo zato partnerstva pač izvedli poizvedovanje, povabili akterje k sodelovanju, ne, in seveda smo vse to tudi pisno, te akterje pisno o projektu glavnem obvestili, ne, in seveda vzpostavili medsebojno komunikacijo. Tako da je ta komunikacija ustrezno potekala, odziv je bil zelo dober, v glavnem videli smo, da so te aktivnosti potrebne in da pač bi rekel, ni dovolj, ne, seveda, kot sem prej rekel, so tudi ugotovili, da je potrebna ta okoljska energetska učinkovitost tudi biti kot del, ki se lahko pohvali turistična destinacija, da ima to uvedeno, ne. Zdaj, na osnovi tega smo potem seveda dve delavnici izvedli, ne. Prva normalno uvodna s predstavitvijo projekta in vsebine, potem smo tudi predstavili dobre prakse na tem področju, se pravi uvajanje učinkovite rabe energije, energetske učinkovitosti in okoljske odličnosti. Govorimo o okoljski odličnosti v primeru zmanjševanja nastajanja odpadkov in predvsem potem končno sonaravna obdelava, predvsem odpadne vode. Govorimo seveda o ekoremediaciji ali malih rastlinskih čistilnih napravah. Vemo, da bo zakonodaja pritiska na končne porabnike, tam kjer ni kanalizacijskih sistemov in mi v teh 3 občine imamo področje, kjer ne bo kanalizacijski sistem možno zgraditi, ker je to razpršena gradnja in bo potrebno to individualno reševati in to smo postavili sonaravni učinkovit način čiščenja odpadne vode. Tako da smo potem praktično v 5. aktivnosti šli potem na drugo, se pravi individualno obnovo oziroma obdelavo posameznih gospodarstev, namreč premalo je, da mi povabimo, zdaj izkušnje kaže, da premalo, da mi povabimo določene akterje k projektu, ampak moramo mi pristopiti k tem akterjem, k tem deležnikom, ne. Ve se, da je poplava raznih izobraževanj in se zelo težko odloča vsakodnevno, čega se udeležiti in kaj je koristno. Tako da smo mi potem izvedli 20 individualnih svetovanj pri potencialnih investitorjih, 17 svetovanj je bilo direktno na terenu, za vsake konkretne primere, kot so bile predstavljene potem, smo potem na osnovi teh svetovanj se bila izvedena 2 energetska pregleda gospodarstva in 2 elaborata gradbene fizike za energetsko obnovo. Vemo, da je potrebno pri energetski obnovi zadeve ustrezno preračunati, da se dobi, bi rekel, ekonomski in okoljski optimum, oziroma energetski optimum. Potem smo izdelali eno študijo izvedljivosti za energetsko prenovo stavbe z osnovnim dimenzioniranjem opreme ter s priporočili in osnovnimi ekonomskimi izračuni, na osnovi katere je bila izdana, imeli smo praktično srečo, smo praktično se prijavili na razpis Ministrstva za gospodarske dejavnosti in pridobili tudi sredstva in energetska obnova je bila tudi izvedena. Se pravi, in denar oziroma nepovratna spodbuda je bila že temu gospodarstvu izplačana. Seveda smo vzpostavili tudi permanentno svetovanje o čiščenju odpadnih vod na sonaravni način in svetovanje o ure in ove. To poteka in seveda mi smo odprti, kljub se projekt končuje, se pravi, ni nobenih zadržkov, da nas zainteresirani pokličajo in pridejo na pogovor in tudi potem ustrezno svetujemo. Tako da tudi mi smo potem izvajali obveščanje preko javnih medijev in preko spletne strani o tej aktivnosti in tudi pozvali občane, da lahko se te izobraževanja oziroma teh svetovanj udeležijo.
Zdaj, seveda, fajn bi bilo, ne, da bi in takšno rastlinsko čistilno napravo tudi zgradili, no v okviru projekta smo mi tako rešitev sprojektirali, s projektno dokumentacijo predali, in sicer se gre za ribiški dom v Savci, ki ima gostinski lokal in seveda ustrezno sanitarije, in to odpadno vodo treba ustrezno prečistiti, in smo tam tudi predvideli, da bi bila tam takšna izvedba možna, in koliko nam je znano, se je ribiška družina tudi Ormož zavezala, da bo to tudi zgradila, se tudi po zakonu bo to po letu 2022 morala storiti. Seveda, kot sem rekel, zadnja aktivnost obveščanja javnosti je bilo in seveda tudi danes je temu namenjeno, da javnost obvestimo o teh tehnikah, o te aktivnosti. Predvsem smo to skušali v lokalno televizijo, sredstva javnega obveščanja, tudi spletna stran projekta Enetur, na spletni strani Lea Spodnje Podravje je na voljo, kjer se lahko dobite vse informacije, če pa v primeru, da želite dodatne informacije, seveda nas lahko kdajkoli pokličete ali pridete k nam, in tudi občani imajo, bi rekel, in tudi organizacije in podjetniki prosti vstop, da dobijo potrebne informacije. Tako da bom rekel, smo mi praktično vse te kazalnike v projektu izpolnili, in moram reči še enkrat poudariti, da smo imeli še veliko srečo, da smo celo pridobili nepovratna sredstva in izvedli na takšno vzorčno energetsko obnovo objekta turističnih nastanitvenih kapacitet. Zdaj, če ima še kakšno dodatno vprašanje, se na volji, imam tudi potem tu za razdelitev določene napisne materiale, tako da bo možno poročanje javnosti tudi na osnovi teh pisnih dokumentov. Hvala lepa. Hvala. So kakšna vprašanja? Mogoče za intermezzo. Potencialni prijavitelji imajo novi izziv, to je drugi javni poziv iz regionalnega sklada v višini 249.510 evrov. Prvotno je bilo predvideno, da razpis zapade 11. marca. Danes je bila podana pobuda, da ta razpis podaljšamo za dobrih 10 dni, tako da bomo dali predlog upravnemu odboru za podaljšanje, da se pripravijo čim bolj kvalitetni projekti in da se seveda čim več projektov prijavi na ta poziv, da bo konkurenca in da bodo izbrani najboljši projekti. Prosim za vprašanja, koliko obstajajo. Koliko ni vprašanj, bi se vam zahvalil za udeležbo in se vidimo na naslednjih podobnih prireditvah. Seveda povabilo, da si pogledamo tudi tržnico.